Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter druge točke 7. in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaze o podelitvah odlikovanj Republike Slovenije. Za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem prejme Alenka Artnik, zlati red za zasluge. Alenka Artnik je svetovna rekorderka v prostem potapljanju. Nikoli v zgodovini se nobena ženska na svetu ni potopila globlje kot ona. Alenka Artnik je Koprčanka. Rodila se je ob morju, a se je s prostim potapljanjem začela ukvarjati šele pri 30 letih. Najprej se je poizkusila v potapljanju v bazenskih disciplinah, leta 2015 pa se je podala v globinske vode. Globine se zdijo človeku od nekdaj nevarne, privlačne in skrivnostne. Z razvojem potapljaške opreme, zlasti tkanine neopren in posebnih plavuti, pa je potapljanje postalo dostopnejše in odprl se nam je nov svet odkrivanja in tekmovanja. Nekdaj je bilo prosto potapljanje, torej brez pomoči mehanskih naprav, edino možno potapljanje. Zagotovo so se tako potapljali že v antični Grčiji, saj Homer in Platon navajata spužbe, ki so v globinah nabirali potapljači, v Japonskem morju pa so, prav tako že pred tisočletji, potapljačice nabirale bisere. Zanimanje javnosti za potapljanje v globine in merjanje dosežka se je začelo v 30 letih prejšnjega stoletja z razvojem dihalne opreme. Z večjimi globinami so prihajala nova spoznanja o delovanju človeškega organizma pri povečanem okoljskem tlaku in zaradi njih so globine postale dosegljive tudi brez dihalne opreme. Pionirja tekmovalnega prostega potapljanja Jacques Mayol in Enzo Maiorca sta leta 1962 ovrgla prepričanje, da preživetje v globinah večjih od 50 metrov ni mogoče. V 60 letih so nato potapljači poskrbeli, da so potopi več kot 100 metrov globoko postali nekaj vsakdanjega. Pridružile so se jim tudi ženske. Discipline so standardizirali, tekmovanja so postajala privlačna in odmevna, prosto potapljanje je zdaj mednarodno priznani šport. V tem športu Alenka Artnik premika meje mogočega. V letih 2018 do 2021 je 6-krat izboljšala svetovni globinski rekord in je edina svetovna rekorderka v 2 disciplinah, potapljanju s plavutmi in potapljanju z monoplavutjo. Nekako samoumevno je, da je tudi večkratna evropska in svetovna prvakinja. Najboljša prosta potapljačica na svetu je oktobra letos, že prvi dan svetovnega prvenstva v Turčiji, potrdila svojo izjemno
s potopom do globine 116 metrov v disciplini z monoplavutjo s konstantno obtežitvijo. Lani je s potopom do 122 metrov na Bahamih postala ženska potapljačica z najglobljim potopom v zgodovini tega športa. Prvikrat se je potopila globlje od 100 metrov leta 2017 v Turčiji, nato pa je vsako leto presegla samo sebe in vsakokrat postavila nov absolutni rekord. Na Bahamih leta 2018 105 metrov, v Hondurasu leta 2019 113 metrov, v Egiptu leta 2020 114 metrov. Alenka Artnik na prvo mesto postavlja varnost in svoj spoštljivi odnos do globin. Prenaša ga tudi na mlajše generacije. Vprašanja, ki si jih ob njenih dosežkih zastavljajo poznavalci, zdaj niso več, ali bo šla še globlje, ampak ali bo šla tudi globlje od moških potapljačev. Zgodba Alenke Artnik je zgodba o močni osebnosti, ki premaguje samo sebe. Vse, kar se zgodi, ko se potopi v neznano, je odvisno od nje. Njeni uspehi in dosežki so pripoved o vztrajnosti, osredotočenosti, samodisciplini, odločenosti in nezlomljivi volji. Za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in za navdih ljudem se je Republika Slovenija zahvaljuje z zlatim redom za zasluge. Wow. Imam več utrujemo danes kot pred vsako tekmo. V bistvu en lep pozdrav vsem najprej. Jaz bi se še enkrat vam srčno rada zahvalila za to odlikovanje in seveda vsem, ki so v bistvu sodelovali pri temu. Jaz sem izredno počaščena in ponosna, da danes stojim tukaj in vam obljubljam, da bom še naprej predstavljala našo državo po svetu na najboljši možni način in da bom plapolala ponosno z našo zastavo in sicer v mojem stilu, se pravi pod vodo. Današnji dan je zame še posebej, bom rekla, pomemben ali pa pač poseben, zato ker mi je nekako ratalo vse moje drage ljudi spraviti na kup, kar se zgodi zelo poredko, glede na to, da smo vsi raztroseni vse naokoli, tako da sem potrebovala en majhen čudež tam gor in bi se jim še enkrat rada srčno zahvalila, da so danes tukaj ob tej priložnosti ob meni. Življenje športnika je velikokrat zelo samotno. Rada bi se zahvalila svojemu delodajalcu, seveda policiji in pa gospodu Tomasu Globočniku. On je vodja oddelka za vrhunski šport in pa seveda tudi predsedniku Slovenske potapljaške zveze. Absolutno moramo omeniti tudi svoje sponzorje, oni so tisti, ki pravzaprav mi omogočajo, da lahko uresničujem svoje sanje. To sta Akrapovič in Luka Koper, kot veste, dve izredno uspešni podjetji. In vsekakor moram omeniti svoja največja navijača, to sta moja starša, ki jo žal ni več tukaj med nami, ampak verjamem, da so gor v prvi vrsti in da napolno navijajo in so izredno ponosni. In njima tudi posvečam to odlikovanje danes, to je za vaju. In na koncu bi rada seveda še čestitala tudi ostalim prijemnikom, Tadej, Urška, Tim. Gremo samo tako še dalje naprej. Jaz sem izredno ponosna, da sem lahko v družbi tako bom rekla plemenitih ljudi in vrhunskih športnikov. Najlepša hvala.
Hvala, gospa Artnik. Za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem prejme Tim Gajser, Zlati red za zasluge. Tim Gajser, čudežni deček motociklizma, je do svojega 26. leta že 5-krat postal svetovni prvak v motokrosu. To ga uvršča med najuspešnejše slovenske športnike, na večni lestvici svetovnega motokrosa pa je na 5. mestu in še ni izrekel zadnje besede. Pri 2 letih in pol je prvikrat sedel na motocikl, pri 11 motokros zanj ni bil več igra. Odtlej ni rasel le v centimetrih, ampak tudi v kubičnih centimetrih. Leta 2007 je osvojil naslov evropskega prvaka v razredu do 65 kubičnih centimetrov. 2 leti pozneje v razredu do 85 kubičnih centimetrov, leta 2012 pa je v skupini do 125 kubičnih centimetrov osvojil najprej evropsko krono, nato pa je postal še mladinski svetovni prvak. Prejel je priznanje Mednarodne motociklistične zveze za novinca leta v motošportu in dopolnil 16 let. Uspešen je bil tudi v drugih športih. Treniral je judo in je bil celo državni prvak, smučal je in tekmoval na državnem prvenstvu, dober je bil tudi v nogometu, a njegova pot je bila določena. Zdaj bi rad postal svetovni prvak v razredu MX2, je dejal leta 2012 in že naslednjo sezono vstopil v to skupino. V 3 letih je pometel z mednarodno konkurenco in si leta 2015 privozil naslov svetovnega prvaka v razredu MX2, slovenski športni novinarji pa so ga razglasili za najobetavnejšega športnika leta. V letih 2016, 2019 in 2020 je osvojil tudi naslov svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP. V sezoni 2021 je dosegel bron. Letošnje leto pa je bilo nekaj posebnega, saj je Tim Gajser sotekmovalcem že davno pred koncem prvenstva odvzel sleherno upanje na zmago. Prizorišče Heivinka na Finskem se je 14. avgusta 2022 zapisalo v zgodovino svetovnega motokrosa, ko je Gajser svoj 5. naslov svetovnega prvaka tam potrdil že pred zadnjima 2 dirkama sezone. Kdor je slišal za Tima Gajserja, je slišal tudi za garanje, odrekanje ter od blata, znoja in solza prepojen dirkaški kombinezon. Nepopustljivost, borbenost, osredotočenost in spoštljivost do tekmevcev in sotekmovalcev so značilnosti športnika, ki navdušuje svojo odločenostjo, da bo vsakokrat boljši. Tim Gajser je v zadnjih sezonah zrasel v zrelega tekmovalca, ki se zaveda svoje moči in zaupa vase. Za navdih, ki ga s tem daje ljudem, ter za izjemne športne dosežke in uveljavljanje naše države na svetovnem športnem prizorišču, se Slovenija Timu Gajserju zahvaljuje z zlatim redom za zasluge. Najprej dober dan vsem skupaj. V čast mi je, da sem prejel to priznanje, tako da bi se rad zahvalil gospodu predsedniku. Kaj naj rečem? Pot je bila zelo dolga, veliko garanja je v tem.
Veliko odrekanja, to se vsi športniki pač zavedamo, vsi športniki vemo, da brez nič ni nič, to pomeni res treba trdo delati za to, kjer smo sedaj. Tako da ja, rad bi se vsem zahvalil, ki so bili del te poti do sem in tudi v prihodnje, sploh svoji družini, vsem sponzorom, svoje ekipi, celotni Hondi, ki me res podpira na tej poti, zadnjih 8 let skupaj sodelujemo in res sem zelo vesel, počutim se kot doma tam, svoji punci Špeli, svojemu trenerju Boškotu, tako da praktično res težko je sedaj omeniti vse ljudi, ker jih res ogromno, ampak cenim to in upam, da bomo vnaprej še dobro sodelovali in pač trdo delali, da še pač osvojimo kaki naslov. Tako da še enkrat najlepša hvala in še jaz bi vsem čestital prejemnikom nagrad in ja, to je to.